Nocoj, kaj dogaja, gostimo izjemnega mladeniča, dvakratnega skupnega zmagovalca na olimpijadi iz astronomije in astrofizike in nosilca kar 4 zlatih medalj, Petra Andoljška. Peter, pozdravljen, živijo. Dober dan. Živijo. No, za nas navadne smrtnike sta astronomija in astrofizika mal španska vas, tako da se upravičujem. Te bom kar vprašala, kaj točno preučujeta ti dve disciplini. Vedi. Ja, astronomija in astrofizika sta kar taki povezani stvari v bistvu. Astronomija recimo preučuje, mislim, kakšni ljudje se celo ne strinjajo glede definicije obeh ved, ampak približno gre tako, da astronomija preučuje recimo opazuje nebo in iz tega določa, kako se planete gibljajo in podobne stvari. Astrofizika pa proba še fizikalne zakone uporabiti in še pojasniti kako stvar v vesolju, a ne tako, da lahko pač astrofizike nekako s fiziko celo vesolje opišejo, a ne. Ok, zdaj vemo, kako se človek uvrsti na športne olimpijske igre, to nam je jasno, ampak kako se pa uvrstiš na znanstvene olimpijske igre? Kakšne so kvalifikacije? Zdaj postopek je kar podoben, ne? Tudi pri športu se začne nekako na nekih šolskih, občinskih tekmovanjih, pa se nadaljuje na vse višje nivoje. Zdaj pri astronomiji recimo tako, da imamo šolsko tekmovanje, najboljše se vrstijo na državno tekmovanje, potem iz tega pa poteka nek poseben izbirni postopek, katerega del je tudi maraton. Sem ne tak maraton na neke daljše proge, ampak bolj tak astronomski maraton, imenuje se Messier maraton, kjer je treba v eni noči najti čim več objektov in to je tak recimo zanimiv del izbirnega postopka. Šteje tudi teorija, obdelava podatkov in podobne zvrsti. No in potem najboljših 5 pa se vrsti na olimpijado. Ja, letos si osvojil že svojo 4. zlato medaljo, zadnji 2 leti pa si postal tudi skupni zmagovalec celotnega tekmovanja. A si bil favorit, ko si prišel letos? Ja, lahko bi rekli tako, ja. Čeprav včasih vedno je nekakšen element tukaj neke sreče, a ne? In včasih je sreča na tvoji strani, včasih pa ni čisto, včasih se ostanemo z levo nogo, so kakšne vprašanja malo čudno postavljena, je to država, malo čudne naloge sestavlja, ki ne sedi najboljš, ampak sem se zavedal, da bi lahko pač tudi letos uspel. In si? In je bilo težko ubraniti naslov? Kakšne so bile priprave? Jaz sem imel kakšno posebno taktiko, drugačno kot lansko leto oziroma prejšnjič? Ja, res je, da sem se vsako leto manj pripravljati, ker je tudi vse več izkušenj in pač ni take potrebe po teh pripravah spet iz nekih osnov. Tako leta sem se bolj posvetil opazovalni astronomiji, pa bolj take opazovalne stvari se naučil, ampak ne vem, nič posebnega. Kako to, da te zanimajo zvezde? Kaj, si kot otrok veliko nebo gledal? So starši te navdušili na tem? Ja, mogoče sem tudi kot otrok že gledal nebo, kaj ne, pa sem videl kakšne zvezde potom, ampak nisem še kaj dosti pojma takrat o tem. Zares fajn je tudi, ker živim v kraju, ki nima toliko svetlobnega onesnaženja, ki je zdaj kar problem ta leta, ne. In pač pol se je pa nekako še nadgrajevalo vse skupaj, ko me je zanimalo, kaj se pa dejansko dogaja, zakaj se Luna premika tako, kot se, zakaj tako izgleda, pa, in potem sam naprej sem se širil in potem se še več ved pridruži matematika, fizika in potem... Potem sam širil, torej to prvotno navdušenje je pol preraslo v to, da si postal najboljši, kaj je bilo zraven, branje in različne priprave. Kako se pripravljaš na... Ja, zdaj... V osnovi priprave bi lahko izgledala tako, da bi sem imel eno knjigo, jo bral in potem sem reševal naloge, ampak jaz sem se pripravljal bolj, oziroma pripravljal sem se tako, da tem sploh nisem rekel priprava za zares, ker v resnici, recimo, da sem si spomnil se, ko sem enkrat že v 8. razredu, je bil nekaj take, je bil lunin mrk popolni in me je zanimalo, kdaj bo šla Luna iz enega hriba in sem to čisto cenil z geotrikotnikom pa tako, ne. In pač pri tem sem mogel uporabiti dosti teh znanj, ki sem jih, imel recimo že odprej pa tudi kaj novega odkril, tako da se mi zdi, da je pri meni ta postopek priprave recimo bil dosti tak, ne vem, kako bi rekel, svoboden, prost, ne tako omejen v te stroge okvirje olimpijade. Peter, če bi imel neomejeno denarja pa časa, kaj bi si želel odkriti? Kaj je tisto? Rekel, to bi pa zdaj raziskal in prišel do dna. Ja, kar tako težko vprašanje, no. Kar dosti stvari je takih, ki bi jih lahko odkrili, kakšne se sploh še ne moram predstavljati, kako bi delovali, kako bi obstajale. Recimo, zdaj mi prvo pade na misel kakšen, ne vem, teleport ali pa časovni stroj, kaj takega, ne. Ampak to je zdaj res, če imeli neomejeno časa in take stvari, ne. Tako da omejitev ni.
ampak pač se zavedam, da je pri tem potrebno še dosti umestnih korakov, da sploh dobimo idejo, kako bi lahko uresničili te stvari, ki zdaj obstajajo, mogoče samo v znanstveni fantastiki, ampak bi se jih dalo vseeno mogoče implementirati tudi v realnem svetu. In ne vem, bom pa še nekaj časa moral še preteči, da vidim, kaj sploh še se obstaja v fiziki, česa še ne, ki so kakšne luknje, ki jih je treba zafilati in kjer luknje bi najraje zafilal mogoče. Peter, najlepša hvala za obisk v studiu. Mi ti želiva veliko ustvarjalne energije, pa seveda ogromno še uspehov na raznih tekmovanjih. Pa pri študiju. Tako, pa pri raziskovanju vesolja. Pa danes je sobota, tako da lahko gremo pol še na en žur. Na per. Tako. Hvala ti. Ja, fajn.